Bomo pokazali tako imenovana socialna stanovanja, ki so jih zgradili v tem delu mesta Dunaj. Izgledajo pa takole. Ne vas ne moti, ker v bistvu slišite na levi strani seveda še gradijo. Tu pa vidite že zgrajena stanovanja in tudi že stanovalci, ki so vseljeni. Takšno so socialna stanovanja. In to bo čez nekaj let pravo mesto, čez dobro leto dve, pa se gotovo Becir, ki bo res nekaj posebnega. Mimogrede, že lahko povemo, da je to 22. Becirk. Po kriterijih, ki jih v bistvu imajo opredeljene v mestu Dunaj. Kakšne so najemnine, vam žal še ne morem povedati, vendar bomo tudi to zvedeli in tudi dopisali v prispevku. Ampak, da vsi veste, tako pač razmišljajo v županstvu mesta Dunaj. Gradijo za mlade in predvsem so to objekti, ki so grajeni za mlado generacijo, čeprav oni pravijo, da so to tako imenovana socialna stanovanja, vendar je to tudi osnova za prirast mesta z mladimi, ki pričakujejo v mestu Dunaj. No, pa recite, kdo kako razmišlja. Že prej sem vam omenil, da je bilo to nekoč čisto navadno polje. Navadno polje, kjer so kmetje predelovali različne stvari, danes pa je to naselje. To pomeni, da so ti avstrijski tepci uničili kmetijska področja, da bi zgradili naselja. Ne, ravno nasprotno. Oni gradijo s tem naseljem osnovo za svoj razvoj, ki jo pa mi v tej znameniti Sloveniji sploh dojemamo. V tem delu seveda je že vse nared za normalno bivanje in življenje ljudi. Ne glede na gradnjo, ki jo slišite na levi strani, tu so že trgovine, Špar je že tukaj. In kot že rečeno, je ta del mesta Dunaj že povezan z središčem mesta in sicer, kot rečeno, neposredno z pravim središčem, to je kar s placom ali pa Karlovim trgom. Kje to je, si malo pogledajte na zemljevidu, pa boste videli, o čem vam govorim. Vse, kako to vidite, je bilo zgrajeno v dobrih 3 letih. Seveda kot projekt z daljšo brado, vendar pogledajte tole. To je naselje, ki je urejeno in ima vso infrastrukturo potrebno za normalno življenje v nekem mestu. Približno naselje tako veliko,
recimo naš Koper ali pa Izola, pa morda celo Murska zagotovo. Celje vam težko rečem, ampak kot vidite, imajo banko, imajo drugo banko, imajo ponudbo telefonije, torej vse, kar rabijo stanovalci za normalno bivanje v nekem okolju. Tako pač delajo v mestih, ki jih vodijo ljudje z razmislekom, s konceptom, in ki jih vodijo ljudje, ki vedo, kaj je urbanizem, in ne kot mi, ki trdimo, da razumemo urbanizem, da imamo genialce za urbaniste, mislim pri tem na gospoda Koželja in seveda njegovega šefa Zorana Jankovića, ki bi si moralo gledati to naselje in se globoko, globoko zamisliti. No, vidite, tudi, da bom počakal, deluje še tudi mestni avtobus. Torej imajo vse, kar potrebujejo. Da to je Dunaj. Kraj se imenuje Seestadt in kot rečeno, čez nekaj časa pomembni del avstrijske prestolnice. No in tako končajmo s pogledom na še en del naselja, ki smo ga želeli pokazati. V področju, ki je bil nekoč kmetijsko področje. Lepo se imejte v znameniti najlepši prestolnici v Evropi. Lep dan vam želim.